Prav lepo pozdravljeni v oddaji iz medijev za medije. Naš tokratni gost je, lahko rečemo, avtor oddaj, ki smo jih vrteli tudi na naši televiziji z naslovom Pot poti. Z nami je Albin Škrabelj, prav lepa dobrodošlica v našem studiu. Na naši televiziji ste sicer že bili v studiu, ne? Ko ste nam prinesli DVD-je s posnetki vaših oddaj. Ja, hvala lepa za povabilo, lepo vas pozdravljam, lepo pozdravljam tudi naše gledalce in jim želim dober in prijeten sprem in upamo, da bomo marsikaj lepega povedala. No, tako kot je običajno v teh oddajah, bi šla malce nazaj v preteklost na vaše novinarske začetke. Mislim, da po profesiji niste novinar, ampak z novinarstvom se pa že kar precej let ukvarjate. Točno tako, to je pač naključno padlo zraven. Verjetno je pa želja gledalcev in tudi poslušalcev bila, da me pot pelje v to smer, kajti verjamem, da v svetu, v življenju nič ni kaj naključnega, oziroma vse stvari so tu nekje ustaljene, oziroma so nam položene v zibelko. Kdaj so se pa začeli ti novinarski začetki, pa kje? Zdaj, čisto točno povedati, kje, kdaj, kako je zelo težko, ampak dejal bi, da pravzaprav so bili tisti prvi začetki pisanja v določene revije, časopise. Potem sem prisedel tudi na kakšen radio pred mikrofon. Zatem je prišla ta televizija, ki je postala del moje ljubezni, oziroma zadaj seveda so gledalci, kajti gledalci so tisti, ki mi tudi največ pomenijo za družino oziroma za temi vrednotami. In če bi primerjali delo pisanja člankov za nek časopis, potem delo na radiju ali pa potem neko televizijsko snemanje, kje se nekako najbolj počutite? Zdaj je zelo dobro vprašanje, ki ste mi ga postavili. Jaz bi takole dejal, najlažje je seveda preko radija, ker lahko udobno sediš, kajti na televiziji se vidijo tiste mimike, ne moreš nič skriti, se vidi slaba volja, ki pač spremlja vsakšnega človeka. Pri filmu je tako, da pač napak ne sme biti. Kaj se pa tiče oddaj, poti, je pa tako, da so pravzaprav nastale le na željo naših gledalcev, kajti v oddajah Pot poti, gledalci izbirajo goste in je to ena oddaja, ki je prerasla tudi slovenski prostor in upam, da bomo potem še kaj več povedala. No, če se ostaviva še pri pisanju člankov, za kakšne časopise ste to pisali? So bile to bolj za verske časopise? Glejte, to so bili splošni časopisi. Lokalnega značaja? Tudi niso bili lokalnega, tudi Aura in različne, da ne delam reklame. Šlo je pravzaprav za to, da sem pač poskušal v pisni obliki nekako ljudem povedati, da se naj trudijo za tisto dobro, pozitivne, moralne vrednote, ljubezen, mir, harmonijo, tisto dobro. In sam si prizadevam, da bi v tej naši lepi Sloveniji nastalo nekaj dobrega, nekaj plemenitega, koliko mi uspeva, pa bodo ljudje sami presodili. No, po vašem dialektu sodeč, prihajate iz Maribora, iz mariborskega konca. To se pravi iz Dravskega polja. Dravskega polja. Kjer smo tudi do nekle imeli en velik rezervoar pitne vode, ampak smo ga z temi raznimi škropivi zastrupili in to tudi ni dobro. Tako kot čebele, ne? Točno tako. Ste kdaj poskušali ta dialekt izgubiti? Tako, ko, naprimer, oddaje vodite, tudi oddaje, katere sem si ogledal vaše, ohranjate ta dialekt? Vsekakor poskušam, kajti od tam, kjer lastovka leži oziroma pride, tam tudi se to do nekle pozna. Pa tudi v oddajah poskušam narediti, da vsak gost govori v svojem narečju in mislim, da je to tisti čar, ker naš slovenski jezik oziroma naša Slovenija tako lepa, ne samo po naravi, tudi po besednem zakladu, da je tudi prav, da vsak govori v svojem dialektu in pa to je čar tega. Že od vasi do vasi se razlikuje. Točno tako. No, vrniva se k vašim oddajam. Kako so začele nastajati? Kje so nastajale? Katera televizija vam je nekako s početka ponudila roko? Ja,
Pri tej priliki oziroma priložnosti je potrebno se zahvaliti televiziji Moj TV, tudi uredniku oziroma direktorju Dejanu Čegovniku, ki je imel posluh za te zadeve. To je bila televizija Moj TV v Selnici ob Dravi, kjer so te oddaje pričele. Ko sem prišel z konceptom, da bodo gledalci zbirali goste, je bilo malo nenavadno, ampak niti takrat, niti v sanjah se mi ni porajalo, da bodo oddaje prerasle tudi slovenski prostor, oziroma da so prišle meje Slovenije, tudi naši zdomci preko svetovnega spleta nas poslušajo oziroma gledajo. Torej, gledalci zbirajo, ampak glede na to, da oddaje ne potekajo v živo, ne? Ponavadi ste to vnaprej posneli in predvajali. Kako gre to glasovanje oziroma kako prihajajo predlogi? Preko pisem, preko elektronske pošte? Ja, gledajte, na pričetku so oddaje bile posnete, potem so bile precej oddaje je teklo v živo, potem so se vključili tudi naši gledalci, gledalke. Preko telefonov? Preko telefonov. Takrat je bil pa problem v tem, da določene teme se ni dalo v tisti uri zaobjeti. Prekoračili smo tisti čas, termin oddaj in če smo želeli določeno temo obdelati, je drugega načina pravzaprav ni, da se oddaja posname in potem primerno opremi. In potem so gledalci pošiljali pisma, predloge? Gre pravzaprav za en edinstven oziroma izviren sklop oddaj poti, kjer gledalci zbirajo preko pisem, preko elektronske pošte oziroma tudi preko telefona, ampak izberejo določena gosta in tisti gost, ki dobi največ točk oziroma glasov, tisti pravzaprav gre v oddajo. Je pa res, da nikoli ne bi moral v oddajo, kot bom malo pozneje polistal, katere oddaje so bile pred televizije, marsikateri lajek, marsikateri redovnik, marsikateri župnik, televizija velikokrat vzame samo škofe, kardinale, vse ostalo pa ne zajame nekšnega duhovnika, ki je bolj redko oziroma skoraj je neopazen. Se je kdaj zgodilo, da so gledalci na primer predlagali določeno osebo, določenega duhovnika ali pa laika, pa potem vi niste prišli do njega, vam ga ni uspelo privabiti pred kamero? Nekateri se... Ne, nikoli. Te izkušnje pravzaprav nimam, čeprav tudi to upoštevam, da vsak se pravzaprav prostovoljno odloči. Ali je za televizijo ali ni, ne? Ja, pravim, to je čisto prostovoljno. Mislim pa, da je vsak bil pripravljen na nek način sodelovati, da eni so bolj zgovorni, drugi manj. Po nekatere župnije, kot bomo potem malo pogledala, katere oddaje so zelo lepo sodelujejo, so zelo vzorne, tam, kjer je malo manj, pa se poskuša kratek intervju narediti, pa mogoče tudi pokazati, oziroma tudi kakšno svetomašo posneti in se potem tudi z verniki, z lajaki, pa se skombinira, pa se dobi ena takšna lepa prijetna oddaja, ki je dobra za vsakoga. Katerim temam ste se največ posvečali v teh vaših oddajah, pa, če se ne motim, ste tiste prve oddaje posneli bolj o alternativnem zdravilstvu, ne? Ja, gledajte, bile so oddaje o alternativnem, to se pravi, na eni strani je bila alternativa, predstavljene so bile vse 4 vere, to se pravi krščanstvo, muslimanstvo, hinduizem, judovstvo. Bile so oddaje, kot je vremenoslovec Martin, kjer ga lahko še vedno vidite na spletni strani www.zivilko.com, ki je pravzaprav ni bil po profesiji vremenar, ampak je točno do datuma napovedal, kakšno bo vreme. Tudi določeni ljudje oziroma uredniki Radia Maribor in tudi televiziji so se posluževali za prireditev, da so se znali pravi datum določiti, in je vedno trofil bolj kot uradne napovedi. Ja, so ga poklicali in jim je... Ja, in je zadelo tudi, ko smo snemala oddajo z njim, je napovedal toplo, vroče vreme sredi februarja in je res takrat temperatura prišla na kar visoko in človek samo gleda, ne more verjeti. Pravim, bi pa predlagal, da bi morda par teh oddaj potegnila
Jaz bi morda našim gledalcem povedal, da te oddaje lahko vidijo tudi na spletu, to je www.zivilko.com, tudi na spletni strani audio in video RKC, to je na desni strani, kot prete www.živilko.com. In tu so gor audio posnetki nagovorov škofov, nadškofov, audio posnetki pridig, tudi maličniškega župnika Jožefa Lipuška, ki vsak teden pripravlja pridige. Potem so daje Pot poti, Ozorja duha, Sveto pismo, kratki videoposnetki s pesmijo Slavimo Boga, potem je tudi prisoten Radio Ognjišče, audio in video, škofije, župnije, Cerkev spleto, Aktualno in RKC-SI. Zdaj takole, če bi na kratko povzel, je tudi bila, je že na spletu Oaza miru z duhovnikom Vladom Pečnikom in tukaj je pravzaprav, se ljudje pravzaprav vprašamo, kaj je pravzaprav potrebno, ali rabimo tudi ne samo fizični dopust, tudi duša rabi svoj dopust in tu je pravzaprav ta duhovnik Vlado Pečnik lepo pozdravljal pripravo, kako pravzaprav poteha različne priprave oziroma, da se človek lahko pri njih odpoči, gre na počitnice in ima na eni strani naravo in na drugi strani potem kapelica, molitev, pravzaprav izbere tisto, kar kdor želi. Potem je tudi, smo bili na obisku v Radiu Miru, to je krščanski radio v Bosni, to je v Medžugorju, kjer nam je ta radio predstavljala urednica Višnja Spajić. Tudi župnik Peter Vlašič je bil, ki je predstavil župnijo. Obiskali smo tudi fra Jozeta Zovka, prvega medžugorskega župnika, ki je takrat bil 3 leta in pol v zaporu, ko so bila ta videnja, verjetno našim gledalcem posebej ni potrebno Medžugorja posebej predstavljati. Potem je oddaja Caritas, ki je bila posneta v Vipavi, v njej je sodelovala tudi gospa Jožica Ličen, ki jo naši gledalci kar dobro poznajo verjetno. Potem slovenjegraški župnik Peter Leskovar. Bili smo tudi na obisku pri mariborskem pomožnem škofu dr. Jožefu Smeju, ki se kljub visokim letom zelo dobro drži in še vedno vozi z kolesom in je pravzaprav res pravi tisti Jezusov duhovnik oziroma škof. Bili smo tudi na obisku pri reviji Ognjišče duhovnikov Franca Boleta v Kopru. Potem je bila tudi kronika župnije Svetega Petra. Potem smo obiskali tudi Radio Mir oziroma Radio Marija v Zagrebu, kjer lahko slovenski gledalci, Radio Marija je tudi tako kot Radio Mir, možno poslušati v digitalnem sistemu po celotni Sloveniji, kjer lahko gledalci oziroma poslušalci Radia Marija v Sloveniji imajo tudi svoj rezerviran termin v oddaji Čestitke, pozdravljeni in lahko na telefonsko številko 20 385 1 232 40 mice vsak ponedeljek med 14:45 v živo prosijo oziroma se javijo, pozdravijo, prosijo za molitev na duši, telesu, to se pravi, da potem vsi poslušalci Radia Marija molijo za določene namene, potrebe. Za kakšen radio pa gre to? Je to katoliški radio? To je katoliški radio, Radio Marija v Zagrebu. Je to kaj podobnega kot Radio Ognjišče pri nas? Ja, kaj podobnega ni, ker to je zelo duhovni radio, ki pravzaprav ima tudi nekje po statistiki 22 ur duhovnega programa in mislim, da je celo nekaj več. Nisem katoliškega programa. To se pravi, kjer so... Kaj pa Radio Ognjišče? Ja, gledajte... Mnogo manj. Ja, Radio Ognjišče ima drug koncept, kajti tudi bili smo na obisku pri uredniku Radio Ognjišče, tudi Francijo Trstenjakov, kjer je tudi ta radio krščanski predstavljen. Pravim, je razlika. In potem, če še navežem na Radio Marija, bi dodal, da lahko tudi v slovenskem jeziku naši poslušalci poslušajo Rožni venec in je mislim to tisto, kar duhovni človek rabi. Potem smo bili z Petrom Bogdanom Knausom, to je frančiškan v
v Ljubljani, ki skrbi za gluhe ljudi, otroke in je predstavil, kako je pravzaprav potrebno z temi ljudmi delati, kako smo jim blizu. In je res zanimiva oddaja. Bili smo tudi v Vrtojbi, kjer je pravzaprav duhovnik Renato Podberšič predstavil dialekt tega primorskega jezika. To je pravzaprav duhovnik, ki pravzaprav skrbi za pastoralo v koprski škofiji, oziroma je škofov vikar v Kopru. Potem smo bili tudi na obisku pri škofu Metodu Pirihu, to je koprski škof, ki je zelo preprost in je veliko bogatega povedal. Ta oddaja je tudi zelo dobra oziroma namenjena temu preprostemu krščanskemu človeku, pa tudi tistemu, ki ni veren. Zelo lepa oddaja. Potem smo bili tudi v župnijski cerkvi v Štandrežu v Italiji. To smo obiskali naše zdomce, ki zelo lepo slovensko govorijo, prav so me presenesli. Potem smo bili v nadžupniji Vuzenica, kjer smo pravzaprav videli, kjer je pravzaprav bil tudi naš blaženi Anton Martin Slomšek, škof, kjer je pravzaprav bil v tej župniji. Posneta je tudi njegova izba, kjer je spal. Vidi se tiste tablice, številčnice, res krasno za pogledati. Marsikdo tega ni videl, tudi sam ne. Me je kar presenetilo. Zelo zanimiva oddaja je tudi Eksorcist z duhovnikom Marjanom Veternikom. No, kaj je to? Gre za pravzaprav za duhovnika, ki pravzaprav izganja hudiča. Zdaj veliko eksorcistov se pojavlja tudi izven krščanstva, ampak on je pravzaprav povedal, kdo je obseden z hudim duhom, s hudičem, kako to teče. In če ima kdo težave, probleme, se lahko tudi na njega obrne. Tih je veliko v Sloveniji? Glejte, vsaka škofija ima svojega. To se pravi, škofija, mariborska nadškofija ima gospoda Marjana Veternika, potem ljubljanska nadškofija ima pa primorska škofija svojega. To se pravi, 3 eksorcisti so, ki jih pravzaprav škof pooblasti, da oni te zadeve delajo, urejajo. Morajo pa biti duhovniki. Morajo pa biti duhovniki. To je oddaja, ki je res, se da videti na svetovnem spletu. Potem smo bili tudi na obisku pri Leopoldu Grčarju, kjer smo predstavili Marino, svetišče Brezje, tudi sestre so se nam predstavljali in pravzaprav to je oddaja o tem slovenskem svetišču, zelo krasna in bi jo res priporočal tudi gospod pater Leopold Grčar, je zelo lepo predstavil. Tudi bili smo na pogovor z mariborskim pomožnim škofom, doktorjem Petrom Štumfom. Tudi družinski center Mir Maribor se nam je predstavil, ki skrbi za ljudje, ki imajo različne težave in so v stiski, to so več o tem. Duhovnik Jožef Lipovšek je nam predstavil blaženega Antona Martina Slomška in velikokrat v svojih oddajah tudi kakšno besedo, 2 namenim temu velikemu svetniku, kaj mislim, če 1000krat pove kakšno misel, povemo o tem velikem človeku, da nikoli ni preveč. In potem smo bili na oratoriju 2007, duhovnik Jože Šomen, to je Slivnica pri Mariboru, kjer gre za oratorije, ki tudi so po celotni Sloveniji pripravljajo. Vsako leto neka tema, ne? Ja, določena tema in je prav lepo videti te mlade, ki nekaj ustvarijo, nekaj naredijo, in je res nekaj lepega. Potem smo bili tudi na najvišji cerkvi v Sloveniji, to je skoraj 1700 metrov Uršlja gora. Na to goro se splača pospneti, sicer za tehniko je bilo zame malo težje, ker se v tak hrib goriti na 1700 metrov ni najbolj, ampak je šlo, se splača. Ampak to je cerkev posvečena Sveti Uršuli, kjer je pravzaprav se vidi tisti trud teh vernikov, ki so vse to znosili na vrh, skrbijo. Zdaj so obnovili streho,
potrebno še bo tudi zidovi, ampak tam je problem z vlago in vsem tem, tako to je res nekaj posebnega. Ampak spon do te cerkve za vas niti ni kako hud problem, glede na to, da ste praktično obiskali že vse slovenske vrhove. To je res. Prehodim sem Julijske Alpe v celotnem krogu, tudi Savinjske, Kamniške, tudi naše lepe Kovorje, tudi vaš lep hrib Kum, ki ima tudi svoje čare. Je pa problem z tehniko, ker je močna vlaga, veste. To je pa problem potem, ne? To je večji problem. Lahko zataji. Ja. Potem so bili v katoliškem domu v Tinjah v Avstriji, ki je podoben nekaj takšnega, kot je oaza miru, kjer je pravzaprav gre, da se človek duhovno spočine in je tudi lepa narava. Pravzaprav človek mora to doživeti, da ne delam preveč reklame. Bili smo tudi v eni izmed najlepših svetišč v Italiji, to je Castel Monta, Stara Gora, kjer nam je za prevod preskrbel koprski škofov vikar Renato Podberšič in nam je pravzaprav predstojnik predstavil to svetišče, kjer pravzaprav romajo in Slovenci, in Hrvatje, in Italijani. In to res cerkev oziroma svetišče Marijino, ki bi ga tudi priporočal našim gledalcem, če bodo hodili po teh koncih. Potem smo bili v župniji Mala Nedelja, to je Mursko-Soboška škofija, ki je na novo ustanovljena. Posebej bi rad poudaril Karmel Sora 2007, to je edina edina oddaja slovenske televizije posneta v Karmelu Sora. Gre pravzaprav za predstavitev Karmela v Sloveniji, vrednote duhovnega življenja Karmela, škapulirja, delovnem dnevu karmelskem samobčanov, večji zabljuh, to se pravi njihovemu poslanstvu. Je to klauzura, to je eden izmed najstrožjih oziroma zaprtih redov za klarisami v Sloveniji. In je to do zdaj še nobena televizija, niti radio ni kaj o tem. Kako vam je uspelo priti? Ja, mislim, da ne vem, verjetno je višja sila ali Bog. Koliko časa ste pa bili potem v samostanu? Ja, v samostanu smo bili v kakšne pol dneva. Sestre so nas lepo sprejele, lepo so spregovorili, mislim, lepo so se odprle. Želeli so pravzaprav pokazati ta red, ker dosti kratko slišimo, zdaj pa je nekdo časna sestra oziroma nuna, zdaj je to nekaj tabu, tam se samo moli in pa ni res. Gre za ljudi, ki so svoje življenje, sestre, ki so posvetile Bogu, ki so zelo razgledane in ki pravzaprav z molitvijo podpirajo ta slovensko državo oziroma te ljudi in bi bilo potrebno, po mojem, še več takšnih. Imajo internet, televizijo? Glejte, imajo tudi internet, imajo tudi televizijo, ampak uporabljajo tisto, kar potrebujejo. Je pa pravzaprav na eni strani Kako se pa preživljajo same? Ja, gledaj, imajo svoj vrt, čebele, sadovnjak, vse to se v oddaji da videti in je res nekaj krasnega. No, vse nam boste poslali, ne? Točno tako. Potem je duhovnik Jožef Lipovšek postavil Božjo besedo v Svetem pismu. Bili smo tudi na obisku v Bitoli. Duhovnik Hristo Deljanov nam je v Bitoli, to je v Makedoniji, predstavil cerkev Svete Marije in vidi se tudi Ohrid. V kakšnem jeziku je pa šlo to? Moram povedati, da je duhovnik govoril zelo dobro slovensko, kajti študirajo v slovenščini v Ljubljani in je govoril še kar zelo dobro slovensko, me je kar presenetilo in je povedal res par takšnih stvari, ki zopet človeka bogati. Kot naši gledalci verjetno veste, je bilo
800 let svete Elizabete v Sloveniji in je pravzaprav duhovnik Peter Leskovar v župniji Slovenj Gradec z verniki predstavil, kdo je bila ta svetnica, sveta Elizabeta, življenje in prvič se je zgodilo, da so pravzaprav verniki molili pred televizijskimi ekrani v določeni oddaji in je gledalcem to bilo kar všeč in se še bo to ponovilo. Potem je duhovnik Jožef Lipovšek in vzoren ministrant Tadej Andrej predstavila Veliko noč. Molitev je pogovor z Bogom, to je bil duhovnik Silvester Molan iz Logarske doline, potem je bilo Sveto pismo, duhovnik Jože Urbančič in laični teolog Klemen Sitar. Duhovnik Jožef Lipovšek, Tadej Andrej, Mateja Živko so nam predstavili v oddaji Mladi so naše upanje, našo mladino, kajti velikokrat mislim, da je naša mladina slaba oziroma da ni, ampak mislim, da če bi bili mi starejši malo bolj vzor, bi jih malo znali biti, jih prisluhniti, znali peljati, bi bilo marsikaj drugače, ne bi bilo ne alkohola, ne droge, ampak tu smo, mislim, mi starejši bolj problem kot mladi. Potem je bila oddaja z duhovnikom Francom Strašem, pisateljem Štefan Smrlja Klinično mrtva. Sta opisala, kako sta bila klinično mrtva, kako sta pravzaprav zapustila to zemljico, kako sta šla čez tunel, videla dol ljudi, ki so jokali, otroke, starše, ženo, zdravnika, rešilca. Res oddaja, ki je vredna ogleda in pravzaprav govori o tem, da ni v tem svetu samo materialne dobrine, da so tudi duhovne, ne. Potem je tudi bila posneta pri Sveti Emi procesija z Najsvetejšim. Predstavil nam jo je pomožni mariborski škof Peter Štumpf, kajti velikokrat se pravzaprav dogaja, da Slovenci pozabimo na tiste stare običaje, vrednote, blagoslavljanje pol, procesije, to kot da je vse šlo pozabo, ampak jaz mislim, da verjetno nas ti običaji do nekaj povezujejo družino, vrednote in mislim, da bi bilo potrebno, da pridejo nazaj, ne. Potem je duhovnik Peter Leskovar predstavil tale velik krščanski praznik Božič in določene termine, ki pridejo do svetih kraljev. Posneli smo tudi polnočnico duhovnika Jožefa Lipovška, gre za Marijino svetišče na Gorci, ki jo zdaj obnavljajo, ker vsako leto gredo ljudje z baklami gor in morda, če boste v štajerskih koncih, pa želite do nekle tale čar doživeti, vam priporočam, da polnočnico na nek tak poseben način doživite. Je pa to res ta maša na sveti večer nekaj posebnega v vsakšni cerkvi, ampak na takšen način z bakrami, kjer vidiš celotni Maribor, Pohorje, Prlikijo, Prekmurje, tudi vaš dol, res nekaj enkratnega. Tukaj bi želel poudariti tudi o Medžugorju, smo se pogovarjali z duhovnikom Maksom Kozrekom iz Zasavske Svete Gore, ki je pravzaprav opisal, kako je pravzaprav v Medžugorju že 26 let roma dol z verniki, kako je pravzaprav videl nebeško mamo Marijo in živi eno res tisto Jezusovo, to se pravi, pravi Jezusov duhovnik, skromen, preprost in v oddaji je pravzaprav zelo bil doživet in to je zelo blizu vaših koncev, kjer sem danes gostujem. Potem bi želel še podati, da smo posneli tudi oddajo Medžugorski romarji. To je edina slovenska oddaja z slovenskimi vici v največjem svetovnem svetišču v Medžugorju. Oddaja Pot poti gosti pričevalce dogajanja, povezav z Medžugorjem, nebeške mame Marije v Medžugorju in
odprikazovana od leta 1981. Oddaja vsebuje pričevanje z duhovniki v Medžugorju, to je z gospodom duhovnikom Drofenikom, duhovnikom Špeličem, duhovnikom Kozjakom in gospo Angelico in Marjanco. Povesta svoje pričevanje o zdravljenju. In tudi, če nekdo v te stvari dvomi, ne verjame, je tudi prav. Ampak mislim, da se vsakega človeka, ki poroma v to svetišče, pa ne želim zdaj delati reklame, bo vsak prinesel nekaj nazaj. Ampak potrebno je videti, doživeti. Gre pa pravzaprav za to, kar bi lahko človek doživel tudi v teh slovenskih svetiščih. Ko smo bili na obisku pri prvem medžugorskem župniku fra Jozo Zoku, je dejal: čuvajte nam naše brezje, Marija pomagaj. In je bil zelo vesel, ko pridejo Slovenci dol, zapojejo, in je dejal, da Slovenci najlepše pojejo Marijine, te slovenske pesmi, da doben narod tako lepo ne poje teh slovenskih pesmi Marijin in tako doživeto, čustveno, grnivo do srca. Potem smo obravnavali tudi doživljajsko pedagogiko duhovnika doktorja Karla Gržana in Miha Hiš. To je iz Razborja na Dolenjskem, to je zelo blizu, in gospod Karel Gržan ve vedno, oziroma zna vedno ljudi, oziroma tudi gledalce nagovoriti, in je to oddaja, ki je tudi vredna posebnega omena. Gospod Karel Drofenik, župnik v Spodnji Polskavi, nam je tudi svojo pot življenja duhovniška povedal. Obiskali smo tudi eno izmed drugo, tretje največje slovensko svetišče, to se pravi Ptujska gora. Obiskali smo tudi Sveto goro nad Novo Gorico, to je tudi ena velika Marijino svetišče, potem Marijino Celje. Tudi s pesmijo se da slaviti Boga. Tukaj je bila duhovnik Jožef Lipovšek in pevka Antonija Ribič, ki nam je predstavila tudi prvo kandidatkinjo, gospod Briolo, ki se v mariborski nadškofiji pripravlja za blaženost, in je to res tudi malečnejši župnik Jožef Lipovšek vedno nekaj doda. Potem smo bili obiskali hčere Marije Pomočnice iz Radelj. Tudi slovenjegraški župnik Peter Leskovar vedno nas zna do nekaj nagovoriti, nam da, tudi če pademo v to, kar je tudi človeško, nas vedno pripelje. Potem nam je nadžupnik Alojz Petrič iz Hoč predstavil to veliko nadžupnijo, in duhovnik Peter Leskovar je tudi predstavil nebeško mamo Marijo v Medžugorju. Potem je življenje duhovnika Tomislava Roškariča. Potem bodo v kratkem tudi predstavljene eno izmed teh velikih svetišč Dolenjske, Dravskega polja, tudi del Zasavja. To so Svete gore nad Sotlo, ki so pravzaprav vedno povezovale, kot je duhovnik Damjan dejal, povezovale Slovence, Hrvate, in je res to, pa mislim, da nisem zdaj preveč govoril, se oproščam. No, svoje oddaje ste predstavili. Kakšni so načrti za naprej? Sva namreč ob koncu oddaje. Kaj načrtujete? Zdaj v teh oddajah Poti je vizija v naših gledalcih. Zdaj vseh svetišč, vseh duhovnikov niti v Sloveniji, niti v tujini se ne da zaobjeti, ampak upam, da bodo še te oddaje, ki so gledane po celotni Sloveniji, pa tudi v tujini, v zamejstvu, še naprej tako, kot so. No, glede na to, da vsaj večji del teh oddaj, ki ste jih našteli,
nagovarjajo katoličane, rimsko-katoliške vere. Me zanima, tudi vi živite v tej veri? Živite to vero? Glejte, živim pa se trudim. Zdaj bi takole dejal, da so oddaje namenjene samo kristjanom, verjetno po spektru tem, par, ki sem jih naštel, se lahko vidi, da lahko najde vsak gledalec za sebe. Ne? In v tem moram povedati, ne bi se želel pohvaliti ali kaj takšnega, ne? Ampak v te oddaje gledajo in kristjani, in verni, in neverni, in ateisti, in muslimani, in pravoslavni, in tudi, pravim, in tudi judje, pa muslimani, tako da bi gledalce usmeril samo, da je to krščanska oddaja, čeprav so pomembne krščanske vrednote. Ampak jaz menim, da pravzaprav, če pogledamo Boga, ki je ljubezen in vse tisto dobro, da je to pravzaprav zastopano v vseh 4 religijah, oziroma ni tako specifično. Mislim, da je v to bolj problem v glavah ljudi. Jaz mislim, da je treba človeka gledati po tistem, da je dober, da je plemenit, da poskuša narediti nekaj dobrega za ta svet, nekaj plemenitega, in da je to tisto najbolj pomembno. In mislim, da če ima človek ljubezen, dobro voljo, dobro dejanja, da mislim, da kaj več niti ne potrebuje, in da pravzaprav, če pogledamo tudi iz krščanskega velika, nam je pravzaprav nebeška mama Marija najbližje in pravzaprav po njej najlažje pridemo do Jezusa, do Boga, ampak mislim, da je to vse do nekle vrženo v ene takšne stereotipe človeka, ki misli, da je zdaj samo tisto njegovo pravilno, in mislim, da mora človek biti odprt za tiste ljudi, ki so mogoče drugačne veroizpovedi, ki drugače razmišljajo, govorijo in delajo, in da poskušati, da jih morajo pravzaprav povezovati tiste pozitivne stvari, tiste dobre stvari. In če nas povezuje tiste dobre, pozitivne stvari, vam zagotavljam, da sem pravzaprav povsod doma in ni za mene tisto strogo zdaj, ta je takšen vere, ta je takšen, ampak važno je, da je človek dober, plemenit, in to je to. Hvala vam, da ste bili naš gost, za vse, kar ste povedali. Veliko oddaj vam še želim. Jaz bi se ob tej priložnosti še enkrat vam zahvalil za predvajanje teh oddaj Pot poti. Vsem gledalcem želim veliko notranjega miru, obilo Božjega blagoslova oziroma vse tisto dobro, in naj na svojih življenjskih poteh uresničujejo tisto dobro, plemenito, in naj bo res vse dobro. In hvala za povabilo, in tudi vam in vaši televiziji želim vse dobro, in naj še naprej sveti in prinaša v prostore tisto plemenitost. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam za pozornost. Lahko noč.